Oddaja Sami naši. Lepo pozdravljeni. Začenja se druga letošnja oddaja Sami naši. Pred mikrofonom sem z vami Ivana Stipič-Lah. Tudi tokrat bomo govorili o delovanju pripadnikov manjšinskih skupnosti, ki živijo, delajo in ustvarjajo v Sloveniji. Predstavili vam bomo tudi domače umetnike, ki si prizadevajo za večjo prepoznavnost manjšinskih kultur v Sloveniji. Eden izmed njih je zagotovo Mihael Toš, človek, ki je svojo multimedijsko stvaritvijo Sloveniji predstavil še skrite podrobnosti Sarajeva. Pogledaš na eno stran, vidiš arhitekturo Avstro-Ogrske, pogledaš na drugo stran, vidiš arhitekturo Orienta, torej si dejansko v konkretnem stičišču in zlitju kultur. Naš gost bo tudi Milko Jurečič, violinist, ki že leta igra v orkestru Radiotelevizije Slovenija. Ovo je bil baš život na putu na rock'n'roll način. Začenjamo z glasbo, ki jo je tudi nocoj za vas izbral Jekoslav Mikez. Poslušamo pesem Majske kiše. Mihael Toš je prevajalec, pisec bloga in umetnik, ki trenutno dela za eno najbolj znanih umetniških galerij v Sloveniji, Galerijo Festič. Ljubitelj bosansko-hercegovske kulture je ob obletnici Dejtonskega sporazuma, ki je Bosni in Hercegovini prinesel krhek mir, izdelal multimedijski projekt Sarajevo v detajlih, ki Slovencem dokazuje, da je to mesto več kot le baščaršija in čevapčiči. Najprej bi vas rada pozdravila v tej naši oddaji Sami naši, sem vesela, da ste tu. Povabili pa smo vas tudi zato, ker imate za sabo en odličen projekt Sarajevo v detajlih. Ja, tako je. Jaz sem leta 2012, ko je bil moj rodni Ptuj, kulturna prestolnica Evrope, partner v projektu, naredil projekt Ptuj v detajlih. Petava se imenuje, kot nekdaj se je Ptuj imenoval Petav, danes Ptuj, sem potem vmesno različico izoblikoval Petava. In potem sem videl, kako zelo v tem času spleta je to vrstno predstavljanje mest in mestnih jeder učinkovito. Sem širil projekt na Dunaj, na Frankfurt, na nekaj ostalih mest, tudi Beograd med ostalim. In potem sem za 20. obletnico podpisa Dejtonskega sporazuma predstavil Sarajevo v detajlih. Zakaj? Zato, ker je Sarajevo dejansko mesto, kot sem ga poimenoval, mesto svetovnega miru. Kot sem povedal tudi na predavanju v Velenju, poudarim tu. Mesto je na tisti svoji točki, ki je tudi označena v Sarajevu na tleh, kompas, meeting point. Pogledaš na eno stran, vidiš arhitekturo Avstro-Ogrske, pogledaš na drugo stran, vidiš arhitekturo Orienta, torej si dejansko v konkretnem stičišču in zlitju kultur. In da se izognemo temu fenomenu, ki je v povojni obnovi nekako nastal, ko upišeš v Google Sarajevo, ti pretežno pokaže čevapčiče, pa sebilj, pa baščaršijo, in tudi ko se pogovarjaš z ljudmi, dajo tak vtis, ja, gremo mi za novo leto, gremo žurat, pa gremo na baščaršijo. Ampak v bistvu je baščaršija samo en mikroelement Sarajeva. Sarajevo je čist nekaj druga, neko baščaršija. In fenomenalno na tem mestu je, ni preveliko, vsi mi, ki smo bili tam, to seveda vemo. Človek lahko, tudi tisti, ki ni v najboljši kondiciji, peš prehodi točke različnih vrstov in kultur. Denimo, da je to velikost nekaj nogometnih igrišč, je eno popoldne zadostuje, da vidiš od lepo urejene džamije do judovske sinagoge, pa ne gre samo za to, da vidiš ti stavbe. Ti vidiš, da te stavbe, filozofije, vere, religije koeksistirajo in da ko znaš to absorbirati mimo tistih nekih očal, ki si jih nadeneš, da teme samo baščaršija te dejansko katarzira. V Sarajevu lahko s pravilnim pristopom in obiskom mesta doživiš dobesedno katarzo. To je za mene čudovit kraj, inspirativen, in zato si je zaslužil to vrstni projekt. Ko ste pripravljali sam projekt, ste pogosto bili v Sarajevu, pa tudi še vedno greste. Kakšna je
bosansko-hercegovska kultura? Bosansko-hercegovska kultura, strnjena v eno besedo za začetek, je ljubezen. Kaj jaz doživim, ko grem ne samo v Sarajevo, ampak v celo Bosno in Hercegovino, pričnem se počutiti, kljub temu, če odmislim pač neke gospodarske pa kulturne področja, ki še jih je treba s razvojem dodelati, kot blažen, kot da me obdaja neko sila večnosti in ljubezni. Dejansko je to je država, to je območje, ki ima tako specifično energijo, in ko človek zna pogledati mimo predsodkov, jo lahko začuti, absorbira. In kaj jaz čutim, ko pridem v Sarajevo, čutim, ko da sem prišel nekam, kjer za vsaj tisti čas, ko sem tam, odpade tisto, kar se mi zdi v tem sodobnem svetu slabo in uničujoče. In kljub temu, da še enkrat ponovim, jaz osebno smatram, da je treba še povojno obnovo na kulturni ravni dalje potisniti. Kljub temu, da še ni ta proces obnove zaključen, se meni zdi, kot da bi prišel v nebesa. Sarajevska oziroma bosansko-hercegovska kultura pa je v Sloveniji zelo podcenjena. Ja, se mi zdi, ampak to seveda ne pomeni potem realne vrednosti te kulture, ampak pomeni en nagib naroda, ki jo tako dojema. Ja, kot pravim, vse realno gledanje je, bravo naši Novaković, karkoli so, Iličić, tako vzeti plunoto Slovenci, ko pa pač imajo preveč časa, pa zaidejo v tisto malo umje, tako da napačna percepcija kulture je tako ali tako problem tistega, ki jo napačno percepira. Kultura sama po sebi je čudovita, in če gremo nazaj tudi v čas Bogomilov, pa ko človek vidi v Sarajevo te skulpture, ki so ostale, tu so svoj čas že bivale napredne civilizacije, in to je treba vedeti. Kako situacijo v Sloveniji, tu percepcijo Slovencev bosansko-hercegovske kulture popraviti? Kako jo popraviti? Največja napaka, ki jo delamo, ker jaz se ob tem projektu ukvarjam tudi s virtualnimi vodniki po nekdanjih koncentracijskih taboriščih holokausta, je tole. Še enkrat povem, ta napačna družbena gibanja so vselej v manjšini. Problem je, da zdravorazumski so tiho. In lahko rečemo, pasivno dobro je enako zlo. Kako to popraviti? Če veš, da je nekaj prav, pa če vidiš, da se dogaja krivica, moraš zastaviti bodi si svojo besedo, bodi si svoje dejanje, nemo zred. Spomnimo se tistega, če sedaj lahko v tem kontekstu prešaltam na kontekst holokausta, ker bom s tem lahko napisal, kako je bilo. Ko so prišli po intelektualce iz sosednje vasi, si bil tiho. Ko so prišli po tvojega soseda, si bil tiho. Ko so prišli po tvojega sorodnika, si bil tiho. Ko so prišli po tebe, pa so bili tiho za tebe. To je problem. Še enkrat poudarim. Neumnost je vedno v manjšini. Problem je pasivnost zdrave pameti. Kako popraviti odnos do bošnjaške kulture, tako da se ljudje, ki razumejo čudovitost te kulture, zavedajo tudi, da nimajo v življenju samo človekovih pravic, ampak imajo tudi človekove dolžnosti, in da to kulturo spoštujejo, cenijo, participirajo na razvoju in v integraciji, in nenazadnje udejanjajo aktivno kulturno izmenjavo. Sami naši!